V Črenšovcih so odprli prenovljene prostore lekarne, ki je ena od 15 enot oziroma podružnica javnega zavoda Pomurske lekarne. Prenovljeno lekarno so slavnostno odprli županja Vera Markoja, direktor Pomurskih lekarn Ivan Zajc in vodja enote lekarne v Črenšovcih Katja Kovač. Spoštovana gospa županja občine Črenšovci, gospa Vera Markoja, spoštovani predsednik Lekarniške zbornice Slovenije Miran Golob, spoštovani župani občin ustanoviteljic, člani sveta zavoda, kolegice in kolegi, cenjeni poslovni partnerji, spoštovane gospe in gospodje. V Pomurski lekarni danes svečano odpiramo prenovljeno lekarno v Črenšovcih. Lekarniško dejavnost opravljamo na celotnem pomurskem prostoru v 15 lekarnah, Beltincih, Črenšovcih, Gornji Radgoni, Lendavi, Ljutomeru, Murski Soboti, Huconcih, Svetem Juriju ob Šavnici in dveh podružnicah, to sta Dobrovnik in Turnišče. Za vse naštete lekarne lahko rečem, da so lepo urejene in da delamo v njih po sodobnih principih dobre lekarniške prakse. Tudi za to lekarno v Črenšovcih, pred katero se nahajamo, bo veljalo enako. Po 22 letih smo v celoti prenovili in posodobili vse potrebne prostore in opremo. S to prenovo smo izpolnili pričakovanja prebivalcev Črenšovcev in bližnje okolice po še boljši oskrbi občanov zdravili. Investicija je vredna 180 tisoč evrov in je v celoti financirala strani javnega zavoda Pomurske lekarne iz presežka prihodkov nad odhodki preteklih let, ki jo javni zavod samostojno ustvarja pri prodaji blaga in storitev na trgu. Je rezultat ciljev, ki smo si jih zastavili v pomurskih lekarnah, in je odraz koordiniranega dela in prizadevanj vodstvenih in vseh delavcev pomurskih lekarn, katerim se ob tej priliki lepo zahvaljujem željo, da bi tako dobro delali tudi v bodoče. Še posebej moram danes pohvaliti kolektiv lekarne Črenšovci, sedaj pod vodstvom magistre Katje Kovač, ki je odlično opravil svojo nalogo. Kolektiv je v času prenove pod začasnimi pogoji brez večjih problemov nemoteno oskrboval občane zdravili. Zahvaljujem se tudi članom kolektiva zdravstvene postaje Črenšovci in stanovalcem nad našo lekarno za vso pomoč in razumevanje v času prenove. Prenovo smo izvedli po projektih podjetja Plan B iz Maribora v mesecu juliju in avgustu. Ob današnji priliki se jim iskreno zahvaljujem, prav tako pa tudi podizvajalcem, Mizarstvu Horvat iz Črenšovcev, podjetju Elektrokerec, Kamnoseštvo Petek, gospe Zlati Jaklin Žižek pa za nadomestno lokacijo. Zahvaljujem pa se tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri prenovi te lekarne. Hvala tudi našim ustanoviteljem, torej občinam in članom sveta zavoda za konstruktivno sodelovanje, še posebej pa se danes ob tej otvoritvi zahvaljujem občini Črenšovci in gospe županji Veri Markoja za vso podporo pri uresničitvi tega projekta. V Pomurskih lekarnah smo ponosni na svoje delo in uspehe, ki so rezultat dobrega dela vseh zaposlenih in posledično zaupanja naših uporabnikov v našo strokovnost. Vsakoletno merjenje zadovoljstva naših uporabnikov izkazuje nadpovprečno zadovoljstvo. Varna, pravilna in učinkovita preskrba prebivalcev zdravili je naša osnovna naloga in skrb. Pomurske lekarne delajo v korist občanov in občank vseh občin na območju Pomurja in tako kot najuspešnejši javni zavod v Pomurju izpolnjujemo svoje poslanstvo. Sigurno je prenovljena lekarna pridobitev za farmacevte v pomurskih lekarnah in za vse zaposlene, ki bodo tako še boljše izpolnjevali svoje poslanstvo, to je izvajanje varne, pravilne in učinkovite terapije za vsakega posameznega bolnika. Prenovljena lekarna je pridobitev tudi za naše paciente v Črenšovcih in okolici, saj bodo deležni še boljše preskrbe s kakovostnimi zdravili in medicinskimi pripomočki, izboljšalo pa se bo tudi posredovanje kakovostnih informacij o zdravilih in svetovanje o uporabi zdravil. Lekarnarji tako dokazujemo, da poleg tega, da skrbimo za nadzor, kakovost, hranjenje in izdajo zdravil, skrbimo z odpiranjem in posodabljanjem lekarn tudi za napredek lekarniške dejavnosti in to predvsem sredstvi, ki jih pridobimo s prodajo blaga in storitev na trgu. Želimo si, da bi se vsi, ki odločajo o delovanju našega zavoda, zavedali, da je osnovna in glavna naloga pomurskih lekarn, kot sem povedal, varna, pravilna, učinkovita in nemotena preskrba prebivalcev zdravili.
Še naprej želimo ohranjati vlogo cenjene, prepoznavne in zaželene lekarne v pokrajini ob reki Muri in še naprej bomo sledili svojim ciljem, ki so usmerjeni k zdravju ljudi, ki živijo v pomurski regiji. Hvala. Z vodstvom javnega zavoda pomurskih lekarn občina Črenšovci dobro sodeluje, zato se jim je tudi županja občine Črenšovci Vera Morkoja zahvalila za vlaganje v obnovo in posodabljanje prostorov ter s tem ohranjanje primernega standarda za izvajanje lekarniške dejavnosti. Spoštovani direktor, gospod Ivan Zajc, s sodelavkami in sodelavcami, cenjeni gostje, gospe in gospodje. Vesela sem bila vašega obiska aprila letos, gospod direktor, ko ste mi predstavili projekt prenove lekarne Črenšovci. Danes, po 5 mesecih, lahko obiščemo to sodobno lekarno tukaj v Črenšovcih, ki je opremljena po najnovejših standardih. Z zadovoljstvom lahko povem, da občina Črenšovci kot ustanoviteljica z vodstvom pomurskih lekarn dobro sodeluje in vesela sem, da pomurske lekarne poleg plemenitega poslanstva v skrbi za bolnike nenehno skrbijo za to, da se prostori, kjer opravljajo svojo dejavnost, sproti modernizirajo. Hvala in čestitke pomurskim lekarnam. Vsi skupaj smo lahko ponosni na to pridobitev in želimo si, da bo še leta služila svojemu namenu. Iskrena hvala in čestitke vsem, ki ste sodelovali pri investiciji, vse od ideje do načrtovanja in izvedbe. Zaposlenim, ki delujete v teh prostorih, pa želim prijetno delo ob uporabi sodobne opreme in da še naprej s takim žarom pomagate in omogočate ljudem zdravo in kakovostno življenje. Zbrane je nagovoril tudi predsednik Lekarniške zbornice Miran Golub. Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi in ostali gostje. Veseli me, da danes stojimo v prenovljeni lekarni, lekarna Črenšovci, ki bo svojim prenovljenimi prostori zagotavljala še bolj strokovno in prijaznejšo oskrbo z zdravili. Nenehno vlaganje v razvoj lekarniške dejavnosti je izjemnega pomena za dobrobit prebivalstva, dobro založene in strokovno upravljene lekarne pa morajo biti na voljo vsem, ne glede na gostoto poseljenosti kraja. Lekarniška dejavnost je znanost, ki se razvija izjemno hitro. Nudi vedno boljše načine za boj z različnimi boleznimi in posledično tudi bolj kakovostno življenje vseh nas. Zagotovo je to področje, ki nudi človeku rešitev v tistih trenutkih, ki jo najbolj potrebuje. Zato je odgovornost, ki jo nosi farmacevt pri opravljanju svojega poklica, izjemna. Pri Lekarniški zbornici Slovenije se nenehno trudimo izobraževati naše farmacevte in vestno skrbimo za našo strokovno usposobljenost. Farmacevti moramo neprestano slediti novim trendom, spremljati prihod novih zdravil in poznati njihovo delovanje. Le tako lahko našim pacientom nudimo vso potrebno varnost pri uporabi zdravil. Velikokrat se pacient obrne na farmacevta še pred obiskom zdravnika, zato včasih predstavljamo prvi stik za nasvet in pomoč v primeru bolezni. Zaupanja vreden farmacevt, ki je strokovnjak in tudi nenazadnje človek, bo pomembno pomagal pri hitrejšem okrevanju vsakega pacienta in njegovem boljšem počutju. Vsem občanom želim, da bi lahko vzpostavili zaupljiv in iskren odnos s svojimi farmacevti, dobro založeno lekarno in predvsem obilo zdravja v prihajajoči jeseni, kolegom pa uspešno delo. Srečno!